Mislim, da smo vsi, kaj pravite vi? Ja! Torej, dobrodošli na Dnevu ustvarjalnosti. Danes bomo imeli na tem odru gledališče. To prireditev organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Pesnica pri Mariboru v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šentilj. Med nami pa danes pozdravljam tudi župana občine Šentilj, magistra Štefana Žvaba, ki ga zdaj vabim na oder, da ga malo preizkusi, če trdno stoji, da bodo potem vse predstave bile dobro izpeljane. Dobar dan, dobrodošli. Pozdravljeni, najmlajši. Da vas vidim, 895 vas je danes. Jaz sem zelo vesel, da ste ravno občino Šentilj izbrali, da boste ustvarjali tukaj pri nas na tem odru, kajti ustvarjalnost je tista dejavnost, ki vas bo spremljala celo življenje. In jaz sem prepričan, glede na to, če sem prav slišal, da vas bo 129 nastopalo, to se pravi, da smo vsi ustvarjalni in to je tisto, kar se v naši občini želimo. Jaz vam želim veliko lepih trenutkov danes tukaj v dvorani in pa seveda jutri še, ker nismo mogli vse v enem dnevu urediti. Tako da najlepša hvala organizatorjem, hvala mentorjem, hvala otroci, da ste se upogumili, pa da pokažete svoje znanje, pokažete mamicam, staršem, da ste prave, da uživate v temo, kar počnete in to je tisto. Hvala enkrat vsem mentorjem, učiteljem, uživajte v današnjem dnevu in srečno. Hvala. Kakšen dolg čas.
malce raztegne ali če me dela noge. Ampak denimo, da se je čevelj ne bi hotel sezuti. Potem ga princ ne bi našel in pravljica bi bila precej drugačna. Če pa že pri tem, kakšna pa bi bila pravica o metelki, ki bi pravila, da bi našel. A danes me ne potrebuješ te naloge? Nehaj se zafrkavati, pa napravi svoje delo in preberi vsaj eno knjigo za domače branje, da mama ne bo rada poslušati, da nimaš prebrane še niti ene knjige, ko bi šla na pogovor. Bravo, po večeri se kraj sovo v sobo in začeti z branjem. Kaj, pa ne bom škodila. Tudi jaz bom opravil svoje delo, da bi vlaka vedno boljša od mene. Pa poskusiva, moja domišljija je brez njega. Če bi jaz pisala o kapelki, bi bilo v pravljici vse bolj šaljivo, nenavadno in moderno. Zamudila bom, kočija se bo spremenila v bučo in konju v miši. Dobra vila bo pomorela. Res da me levi čevelj žuli, ampak za lepoto je treba pač malo potrpeti. Pri teh cenah kupovati me ne bi smeli tiščati. Vrš, pohiti no, odloži ta čevelj, da ga bo princ našel. Pa kaj še, tak dragi čevelj bo vzela kar tako okoli. Če hočeš biti princesa, ga moraš pustiti tukaj. Mene, da bi vzel za ženo. Princ? Princ, ja. Zakaj se pa tako trudimo s teboj? Njena pa že ne bi hotela, niti malo mi ni simpatičen. Ampak princ je princ. Oni drugi mi je bolj všeč. Tisti, ki je ves večer plesal s Sneguljčico. Ampak tisti princ ni namenjen tebe. Kdo to pravi? Če bi se malo potrudila, se lepše oblekla in se počesala in si spela lase. Dovolj, pojdimo še pepelka. Čada pač ne dam. Skoraj 50 evrov se morala plačati za čevlje, ki me žulijo, da je žur. Nekdo pride, hitro se skrimo. Pomožna ura mene gabe, letica mi po glavi hodi, lepici del zaradi ljubezni, bogastvo moje moju vodi. Pa zakaj moram zdaj domov? Ljuba Sneguljčica, zelo pozno je že in skrajni čas je, da greš v posteljo. Če pa moja prijateljica princesa, tam iz tistega kraljestva, lahko zunaj zelo dolgo, pa nišče ne ušteva. Če je to dovoljeno, no meni pa to ni všeč. Veš, meni pa je. Ja, dobro bi bilo iti domov. Lačen sem. Slišiš, kako mi kruži želodčku? Lačen, zdaj pa ti nisi lačen. To je zaradi tega, ker se toliko smejiš. Preveč energije porabim za smejanje, ampak... Ti lahko povem en vic na hitro. Ne, ni treba, hvala. Čakaj malo. Če ga boš povedal, se boš bolj smejal in boš še bolj lačen in lahko še mediš. Ojoj. Od kreke sadje se ne moreš tako misliti. Kakšen zrezek bi se nam mogel odlično prilegati. Joj, si požrešen, pa se ti nič ne prime na kosti. Jaz že pol leta pazim na prehrano, da bi mi bile kravlanske kavbojke, pa ni nič od tega. Ne pride poštev. Kavbojke? Kje si videla princesa v kavbojkah? Greva domov. Bom doma pripravila odličen zrezek, treba je še v trgovino. Ne verjamem, če so trgovine še odprte do pozno. Ne kompliciraj, nekaj bova že našla. Bolje, da se praviva domov, drugače ne bomo našla poti. Ali lahko še nekaj časa ostanem pri vas? Če bo še naprej tako skrbela za nas. Obljubi, ostali palčki jo zagotovo že pričakujejo in menda že pogrešajo. Greva! No ja, Sneguljčica pa je ni tako lepa. Mislim, da sem lepša. Kaj menite vi, ne? Zaviste, da je. A bomo šle domov, odloži čevelj in pohitimo. Rekla sem vam, da čevlja pač ne
dam. Kaj bi pravzaprav rada? Hočem biti samostojna, nikogar odvisna. In kako bom lahko izpeljala? Zaposlila se bom. Zaposlila? Ti saj ničesar ne znaš. Samo za metlo in cunjo v roki si dobra. A ja? Ne me začarati, da bom znala delati na računalniku. Lahko bi bila stalnica. Tega pa ne. Smo stare bile, nismo hodile po seminarjih za sodobno čaranje, pa nič. Pa saj je že tako večeraj, da vidimo, kaj se
zdaj večerja? Mama, veš kaj? Boljšo idejo imam. Obiščimo babico, ona naredi izvrstne palačinke. Tudi jaz sem opravila svoje delo. Tvoja zamisel je odlična. Prav imaš, proti mi boš povedal, kako je bil z pepelčnim čevljem, če mi ni odprav vsega prebrati. Kako si radovedna, mama, se znam brez tebe marsikaj narediti. In to o pepelkinem čevlju naj ostane skrivnost. Ti bo že učiteljica povedala, kako se ji je zdelo. Ali je bilo všeč ali ne. Slava, znaš, da si tudi ti vprašala, da to me resno želi. Ja, mama. In če želiš, tudi jaz lahko na kratko predstavim vsebino. O, punce, vrtavam, da se kar čez noč postaje zelo samostojni in to mi je zelo všeč. Zdaj pa pojdimo. Nočem te prositi, pa daj nekaj, no zakaj so pa prijatelji? Hvala ti, res ti bom hvaležna. Torej, jutri ob 8 se vidiva, pa ne skrbi, vse se bo nekako rešilo. Še enkrat hvala, adijo. Adijo. Ljubi mami! O, zdravo, ljubica! Kako je bilo v šoli? Oh, mami, zelo je bilo naporno. No, kaj pa te je tako izmučilo? Veš, kot da sem srečala na poti iz šole. Ne vem, no. Povej mi, Vitka, a on me je le v šamo pogledal in odgledal noč. Joj, pa spet pa vide. Saj veš, kakšen je. Se bo že izpametoval, ne se ti se. A vse se ne, samo malo sem požalostna. Kaj hočemo ljubica moja, takšno je življenje. Ampak veš kaj na ključe? Kaj pa? Pred kakšno uro me je Vitko pa mama klicala. Jutri pride malo k nam, da se bomo razgibali. Mami pa nič ne govori o videku. Ne skrbi, ne bom, se boste že vi mladi zmenili. Svet na igrišču je, da bom pogledala, če je kdo tam. Pa bomo malo zaigrali. Pa naravno bom tudi naredila. Pa boš res? Ja. Ok, potem pa kar pojdi, pa zabavaj se. Zana, adijo. Adijo. Kako bi se rada naučila igrati nogomet? Igrala bi kot Ronaldo.
Vse